En stavek stradeljske zgodbe je izredno pomemben in dajmo ga slišati. Moraš jim dati neka vozila, voznike, ki so zanesljivi, ki so stalni, ki poznajo ljudi, ki komunicirajo z ljudmi in potem se to zgodi, ta kemija zgodi. Ne? Če nekaj manjka, se ne bo zgodila. Ne? Voznik, ki je zanesljiv, ki se pogovarja, ki posluša, no to so lastnosti, ki so izredno pomembne. Namreč prostoferske stranke, ko se usedejo v avtomobil, pridejo tudi zato, da se pogovorijo, da izlijejo svoje čustva, da povejo svoje spomine. Ja, tudi otožnost se kdaj pa kdaj pojavi. In naloga nas voznikov prostoferjev je, da dejansko poslušamo. In v tem pogledu mora biti vožnja povsem v drugem planu. Ne sme biti cukanja, ne sme biti nevarnih situacij, ne sme biti klepetanja po telefonu. Ta čas je dejansko namenjen našim potnikom. Torej, v primeru starejših potnikov je voznik ponavadi bolj poslušalec, v primeru mlajših potnikov, ki so recimo najpogostejši potniki v Radljah ob Dravi, no takrat pa je voznik celo lahko neke vrste vzgojitelj. Torej, da bi to vožnjo samo postavili v drugi plan, so se danes tukaj na poligonu varne vožnje na Vranskem zbrali prostoferji iz vse Slovenije. Več kot 100 prostoferjev danes tukaj osvežuje svoje vozniško znanje. Mi želimo, da so prostoferji varni vozniki, zato že celo leto z našimi partnerji, tudi Zavarovalnico Triglav, z Agencijo za varnost prometa, sodelujemo na področju izobraževanja in jih usmerjamo in pošiljamo na njihove osvežitvene vožnje, na brezplačne delavnice CPP-ja, skratka vse, kar je povezano s prometno varnostjo. Seveda pa želimo tudi, da se malo med seboj podružijo, da si iz različnih občin izmenjajo med sabo izkušnje, zgodbe, skratka, da se tudi spoznajo med sabo. In to je prvič, da so se tukaj zbrali prostoferji iz cele Slovenije. Pa ste vi iz terena dobili kakšne indice, da kakšen šofer morda ne vliva tistega občutka varnosti v svoji prostoferski stranki? Zdaj gre za to, da so to mlajši upokojenci, povprečna starost prostoferjev je 64 let in jim predvsem želimo pokazati asistenčne sisteme, vse te novosti, ki jih mogoče kot malo starejši vozniki še ne poznajo dobro. Dobro, pogled. Ok. Kakšno vlogo ima sploh psiholog na takšnem izobraževanju, vozniškem izobraževanju, konkretno tukaj danes na Vranskem? Prostoferji so skupina ljudi, ki pač pomagajo starejšim, ko so v stiski, da so to ljudje, ki radi pomagajo. Ob tem, ko oni poslušajo vse tiste zgodbe, se jim zgodi, da je to tudi nek obremenjujoč dogodek za njih lahko. Mogoče nekatere tudi moti pri vožnji. Takšno izobraževanje je dobro, da se psihološki del, da se na nek način naučijo ozavestiti breme, ki se jim zgodi, kako s tem bremenom ravnati, da potem bolj varno pripeljejo pač uporabnike. En primer, kako se soočiti, da zgodba prostoferske stranke ne postane breme oziroma tudi motilec med samo vožnjo. Ko oseba začne razlagati svojo težko zgodbo, kar na neki miselni ravni, da si rečeš, lej, jaz sem tukaj zato, da mu pomagam, da ga pripeljem iz točke A do točke B varno. In to je moj del, ki ga dam. Skratka, da se v mislih ugradiš od tega na nek način. Je to zelo težko. Ampak točno o tem smo danes govorili na delavnici, pa mislim, da mi je kar dobro šlo. Ampak sej, ko jaz vozim prostofersko stranko, se v resnici moram samo poslušati. Sveda, sam poslušaš, ampak ob tem lahko tudi dovoliš, da te misli potegnejo. To je tako kot vsi motilci pozornosti. Tisto, kar te v tistem trenutku bolj zanima,
tja tvoje misli grejo. Sej tudi, če se postavite vi v svojo vlogo, a ne, ko vozite. In ko zagledate ob cesti neko stvar, ki te zanima, misli grejo tja, a ne? Kako se kontrolirati, v bistvu, ne? To so običajne vozniške... Ja, spretnosti. Tako. Točno tako, zato morajo biti pa vozniki, sploh tisti, ki imajo takšno pomembno delo, sposobni deliti pozornost na različne informacije, a ne? In da jih pač tiste informacije, ki so zelo čustvene, ker jih avtomatično potegne, da tiste na nek način znajo sprocesirati oziroma se kar miselno ugraditi od tega v tistem trenutku, ko rabim biti pozoren na vožnjo. Vse so trenutki med vožnjo, ko lažje, a ne, se posvetiš nekam v bistvu sopotniku, ampak raziskave kažejo, da je vsebina pogovora zelo pomembna. Kadar je nek pogovor, ki je lahek, pa kljub temu na nek način uporabniku omogoča neko čustveno sprostitev, ne bo vplival na vožnjo. Kadar je pa pogovor zelo zahteven, globok, a ne, to pa ja, a ne, in sploh, če so to ljudje, ki jim je mar za druge, jih lahko zelo hitro to potegne. Ne mi zamerite, ampak očitno je današnji trening narobe zasnovan. Zato, ker bi dejansko vsi prostoferji tukaj morali imeti med samo vajo na poligonu tudi še eno svojo prostofersko stranko, ki bi razlagala in bi bilo treba v bistvu vse te vaje delati med tem, ko poslušaš težko zgodbo. Sej, a ni to način vožnje vseh, no? Sej, skozi govorimo o motilcih pozornosti, a ne? In tako ali pa tako se mora vsak voznik naučiti osredotočati na vožnjo, a ne? Da je takšni ali pa drugačni motilci, da ga ne motijo. Sam predstavljajte si enega mladega voznika, ko ima zraven sebe družbo. Ja, on se mora tudi znati osredotočiti na vožnjo, a ne? Se pravi ločiti. In to pač enostavno traja vse življenje, dokler nisi prostofer in pač obvladaš. Strinjam se, ja.